s kakšnim rezultatom bi bili zadovoljni? V bistvu? A vas lahko nekaj vprašam osebno? Kar povejte. A je vas strah, da ga ne bi dosegli, pa zato to ponavljate? Nas ni nič strah. Pa nas želite spodbuditi, da poskušamo doseči? Ne, to je zelo realno, ko pač beremo javnomnenjske raziskave. Ne. Zdaj, ja, lahko debatiramo o njih, ampak vseeno me zanima vaš pogled, kaj je zdaj vaš domet, s čem bi bili zadovoljni? Mislite, da bo na teh volitvah delitev kar drugačna? Vi ste bili zelo dominantni po zadnjih volitvah. Če bi me vprašali pred prejšnjimi volitvami, kaj je naš domet, bi tudi jaz bil med tistimi, ki bi ga narobe napovedal. Zato je tudi danes nehvaležno napovedovati karkoli, ker v resnici na koncu odločajo ljudje. In ljudje včasih odločajo zadnji teden. Zadnji teden. In edini naš cilj, ki ga imamo do zadnjega tedna in tudi kasneje, je, da ljudem zelo jasno dokažemo prvič dve stvari. Čem smo različni od tega, kar je bilo prej, od vseh, ki so bili prej, od vseh poudarjam, čem smo različni, in drugič, da pokažemo rezultate. Potem se bojo pa sami odločili. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Spoštovane in spoštovani, dragi bralke in bralci, poslušalke in poslušalci, zdravo in dober dan. To je Večer za vikend, naš tedenski podcast, v katerem obravnavamo najpomembnejša dogajanja pri nas in po svetu. Zato, da bi vi razumeli bolje. V veliko zadovoljstvo nam je, da danes v živo v našem studiu v Mariboru gostimo zelo visokega gosta. Z nami je predsednik slovenske vlade, dr. Robert Golob. Gospod premier, dober dan na Večeru in dobrodošli v Mariboru. Kako ste? Ja, odlično, ampak najprej vseeno en lep pozdrav vsem Mariborčakam in Mariborčanom. In v resnici sem jaz vedno zelo dobro, ko pridem v Maribor. Tudi zaradi tega, ne samo ker bi se dobro počutil, pa ker imamo pravka z dobrimi ljudmi, ampak zaradi tega, ker dejansko vidim napredek. In to je tisto, kar me najbolj veseli. Zdaj, državne volitve so prve, ki jih bomo imeli, ampak bova midva vendarle štartala v Mariboru. Na vladnem obisku Podravja v mestu pod Pohorjem ste na dan prižiga novoletne razsvetljave, ki oznanja ta praznični čas. In nekateri pravijo, da je tudi predvolilni čas daril. Kaj prinašate torej Mariboru? Jaz sem v Mariboru bil v tem mandatu res že velikokrat. To, kar smo prvič s celo vlado, smo imeli sejo vlade, na kateri smo sprejemali nekatere zelo pomembne zakone, ki niso samo za Maribor. Hkrati smo imeli pa tudi dva sklepa, ki sta izrazito usmerjena v podporo vsem že dosedanjim ukrepom. Na eni strani smo imeli zelo pomemben sklep o zagotovitvi financiranja za dokončanje projekta Rotovž, pa bomo kasneje verjetno o Rotovžu več, ampak to smo ravno danes na vladi potrdili, zdaj je finančna konstrukcija zaključena in se s tem odpravljajo tudi nekatere skrbi investitorjev, v tem primeru mestne občine. Na drugi strani sva pa z županom že podpisala sporazum o načinu izmenjave, spravi menjave zemljišč med mestno občino in državo, z državnimi inštitucijami, s čimer bomo v resnici pospešili to, da se bodo lahko projekti, konkretni projekti, bistveno hitreje pripeljali do gradbenega dovoljenja in potem seveda tudi do investicij. Zdaj, z županom Arsenovičem ves ta mandat niste bili v tako zelo dobrih odnosih. To se mogoče vam zdi. Ampak med vašo Svobodo in njegovo listo v mestnem svetu na začetku mandata kljub drugačnim pričakovanjem ni prišlo do koalicije. Celo dejali ste kar ostro, da z mestnim vodstvom v Mariboru ne delite istih vrednot takrat. Maja letos pa se je otoplilo in ste podpisali dogovor o sodelovanju. In od takrat se zdi, da v Ljubljani boljše slišite za mariborske načrte, želje, pobude. Kaj se je torej spremenilo, da se je Maribor vrnil nekako na vladni radar? Jaz bi rad povedal, da je bil še enkrat. Maribor je bil na mojem radarju že pred volitvami. Bil je ves čas mandata, zato so mi nekateri celo v drugih krajih Slovenije, še posebej na mojem Primorskem, očitali, da sem več v Mariboru kot na Primorskem. Res? Ampak to se vedno ljudem zdi, ker želijo pozornosti, nad zato. Maribor je bil ves čas na mojem radarju. Res je, da so ministri posamično, ne skupinsko, obiskovali. Z mestno občino smo pa porabili nekaj časa na začetku, da smo uskladili dober temelj. Včasih je boljše si vzeti, sem se pa v politiki naučil, včasih je boljše si vzeti leto ali dve za dober temelj, zato da potem stvari, ko jih zaštartaš,
res pridejo do konca. In to je najbolj pomembno. Najbolj pomembna stvar ni, kakšne so bile posamične besede, pomembno je, ali smo uspeli zastaviti temelje, ki dajo rezultate. In ravno Rotovž kot primer, pa ne samo Rotovž, so primer, ko imamo zdravo in iskreno komunikacijo, pridemo do dobrih rezultatov. In prvi rezultat, ga je sam župan danes izpostavil, je bil že v letu 2023. To je 2 leti nazaj, ko smo skupaj z županom podprli takrat športne igre oziroma olimpijado. OFEM. Brez podpore države in razumevanja države bi OFEM imel velike težave. Danes pa župan, kot sam pravi, lahko na podlagi tega sodelovanja razvija že nove projekte. Tako da, včasih so besede eno, važno, da je sodelovanje in da so projekti in rezultati. Ok, razumevanje zdaj torej doseženo na nek način. Bo Aleksander Saša Arsenovič kandidat Svobode, da vas kar tako vprašam, ker tudi lokalne volitve so prihodnjo leto? Jaz mislim, da je to vprašanje zanj primarno. Najprej se mora odločiti, ali bo šel v ponavljanje mandata. Mi smo zadovoljni s sodelovanjem. Jaz osebno sem tudi zadovoljen z njim kot z županom in si želim, da bi ponovil mandat, ampak ta odločitev je njegov. Zdaj ne bova se spuščala vse korenine težav, ki jih je to mesto imelo, posebej po osamosvojitvi in deindustrializaciji. Iz Maribora se še vedno 10.000 žal ljudi vozi v službo v Avstrijo in pa v Ljubljano. Recimo hitra proga Maribor-Ljubljana ni uvrščena med hitre železniške povezave Evropske unije do leta 2040. Tukajšnje letališče se zdi, kot da je za vse večne čase zaprto. Na drugi strani bomo pa dograjevali ljubljanski obroč, gradili 3. pas in tako naprej. Maribor ves čas opozarja tudi na podfinanciranost. Kako in na kakšen način v resnici bi si drugo največje slovensko mesto lahko zaslužilo boljšo obravnavo države? Najprej naj povem, da je Maribor ni samo drugo največje mesto, ampak je v resnici razvojno središče nacionalnega pomena. In to je v tem mandatu v celoti pripoznano in prepoznano. Bom šel mogoče na prvi del, na infrastrukturne povezave, ki izgledajo najbolj oddaljene. Res je, da je ne samo ta vlada, tudi mogoče nekatere vlade pred nami dala prioriteto pri razvoju železniškega prometa, prioriteto dala tovornemu. Zato, da se tovorni promet umakne iz cest na železnice in s tem v resnici tudi omogoči, da bo boljša pretočnost na obstoječih avtocestah. Ampak, kar bi se rad posebej pohvalil, ravno zaradi tega, ker je projekt drugi tir, ki je precej daleč od Maribora, ampak ima svoj vpliv in to bi rad povedal, teče v skladu z načrti, tako po časovnici kot po proračunu, smo uspeli za ta projekt drugega tira in zdaj še novega 3. tira, ki je vzporedna proga, dobiti bistveno več denarja Evropske unije, kot smo predvidevali, zaradi odlične izvedbe. Ampak ta odlična izvedba in več denarja pomeni, da bo tudi več denarja, da bomo lahko projekte, kot je hitra železniška povezava do Maribora, izpeljali prej, kot so predvidevali prejšnje vlade. Tako da po informacijah, ki jih sam imam, je letnica 2040 postaja aktualna, kot tista, na katero želimo načrtovati, da se do nje zgradi tudi moderna in predvsem pa hitra povezava Ljubljana-Maribor. Predvsem zaradi tega, ker imamo zelo dobre, še enkrat povem, rezultate na tem primeru drugem tiru. Zdaj v Mariboru je kar nekaj projektov bilo, ampak mesto je nekako v tem času iskalo svojo identiteto. Zdaj se zdi, da bo stavilo na super računalnik, na nove tehnologije, ampak verjetno to ne bo dovolj, ne? Rekel sem vam, število ljudi, ki hodijo tukaj v službo drugam, je nadpovprečno za Slovenijo. Jaz razumem, da glede na bližino meje je marsikdo poiskal svojo službo čez mejo. To ni osamljen primer. Prihajam iz zahodne meje, kjer imamo podobne, ni nujno izzive, imamo podobno fluktuacijo delovne sile. To je lahko na eni strani tudi priložnost. In jaz bi se raje vrnil na perspektive tega mesta, tega Maribora. Zakaj? Zato, ker opažam, da se počasi vseeno vzpostavlja ponovno ta, jaz bom imenoval, pozitivni ponos. Kje to vidite? Iz pogovorov, ki jih imam z nosilci tako kulturnega razvoja, kot tudi znanstveno, tehnološko in gospodarskega razvoja, tudi danes jih imam kar nekaj, še tudi v nadaljevanju, se izkazuje končno neke vrste optimizem.
Ampak ponos in optimizem ni nujno, da sta enako eno in isto. Jaz mislim, da je treba začeti na ponosu. Pravilno je, da so Mariborčanke in Mariborčani ponosni na svoje poreklo in na to, kaj lahko naredijo v svojem kraju, da bodo odklenili svoj potencial. In jaz res to opažam, ne samo pri pogovoru z mestno občino, ampak tudi z nosilci inštitucij. To, kar ste omenjali, danes je že bila ena otvoritev oziroma temeljni kamen za razširitev fakultete za zdravstvo. Kasneje imamo center odličnosti za nanotehnologije, ampak znanstveni del je samo ena od komponent, tudi superračunalnik, vse to, kar ste omenili. To je samo ena. Na kulturnem področju in ravno Rotovž, jaz verjamem, da bo ravno Rotovž lahko ne samo da rečem tako, štajerski Cankarjev dom, neka aproksimacija tega, da bo v resnici več, ker bo duhovno stičišče najprej vseh meščank in meščanov, hkrati pa tudi vir ponosa in navdiha za bodoče generacije. Ko zgradiš nekaj, kar je namenjeno ustvarjanju identitete in Rotovž, jaz verjamem, da bo gradil identiteto mesta, takrat se lahko potem tudi ta ponos sprevrže v optimizem. In jaz to res čutim. Vaša Svoboda, torej Gibanje Svoboda je v Mariboru doseglo pravzaprav izvrsten rezultat, veliko število poslancev. Nenazadnje je tudi Mariborski mestni center podprl zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja na zadnjem referendumu. Referendum, ki je ta teden seveda tudi zelo aktualna tema, ste izgubili. Je to poraz vlade, koalicije, Svobode? Kako to vidite? Najprej naj povem, da referendum ni bil političen, bil je v resnici vprašanje o tem, na kakšen način želimo razpolagati s pravico o svojem telesu. To so na videz težke teme, včasih potrebujemo več časa, da dozorijo. Tudi tega zakona smo se lotili ravno zaradi tega postopno. Ko je civilna družba vložila svoj prvi predlog, smo dali najprej na posvetovalni referendum in že takrat sem rekel, gre za prepomembno civilizacijsko temo, da bi se o njej odločali politično. Želeli smo slišati voljo ljudi. In volja ljudi na posvetovanju je bila jasna. Parlament, ne vlada, to ni bil vladni zakon, parlament ni imel druge izbire po potrditvi na posvetovalnem, kot da pride s predlogom zakona, ki poskusi to urediti. Očitno ta predlog ni dobil podpore, seveda, in ni bil mogoče tudi dovolj dobro pripravljen. Jaz verjamem, da to leto dni, ki je zdaj pred nami, bojo poskušali tudi predlagatelji, pa verjetno tudi vlada uporabiti, zato da poišče širši konsens. Konsens predvsem s zdravstveno stroko, na kakšen način bi lahko to pomembno vprašanje naslovili v prihodnosti. In to je tisto, kar smo dolžni. To ne pomeni, da bo čez leto dni pa zakon ponovno sprejet. Ne. Dobili smo dobesedno čas, da poskušamo ponovno to vprašanje nasloviti nekoč prihodnje. Prej ali slej bo tudi slovenska družba na eni strani zrela, kot so nekatere druge evropske, po drugi strani bomo pa tudi, res podarjam, moramo najti dovolj dober konsens s zdravstveno stroko. Tokrat ta verzija zakona pač tega ni uspela. Ne zdi se vam, da je to lakmusov papir upadanja neke mobilizacijske moči politične levice v Sloveniji, Svobode in koalicije pred volitvami? Nekako tudi vi in koalicijski prvaki se niste zelo angažirali in izpostavili v času kampanje. Ravno zaradi tega, ker nismo želeli, da bi bil ta referendum predmet političnih razprav. Mogoče se je na koncu tako sprevrglo, nikoli ni bilo tako mišljeno, gre za civilizacijsko vprašanje. Kar se pa tiče politične ocene, glejte, pri parlamentarni demokraciji veljajo v resnici ene same volitve in to so tiste, ki nas čakajo marca. Takrat bodo ljudje povprašani o zaupanju tudi v posamezne stranke, tudi v Svobodo in takrat bomo preverjali zaupanje. Imamo še 4 mesece, katerih želimo predvsem pokazati, kaj vse je bilo narejeno, kje vse so rezultati, ki se dotikajo ljudi neposredno in potem, pravim s tem, vedno ne zmaga boljši. Ker po drugi strani je pa javno mnenje pozitivno reagiralo nekako na vaš tako imenovani Lex Šutar,
torej vaš odziv po tragediji v Novem mestu. Oba vema, da je bil zakon sprejet kljub ostrim kritikam kazensko-pravne stroke, zakonodajno-pravne službe, civilne družbe in predvsem tudi neke intelektualne levice, ki vas je podprla na zadnjih volitvah. Nekako ironično, torej Svoboda zdaj očitajo krni svobodo, človekove pravice in uvaja družbo nadzora. To seveda ne drži, pa vendar naj se vrnem na prvič. Tragedija v Novem mestu nas je, jaz upam, da streznila. Streznila nas je na točki, ko moramo reči dovolj je nasilju in nasilnežem. Jaz razumem človekove pravice in seveda jih imam tudi sam na prvem mestu, pa vendar ne more nekdo v imenu lastnih človekovih pravic kršiti in posegati v druge in se pri tem počutiti, da se mu nič ne more zgoditi, ker ga ščiti sistem. Ta zakon, Šuterjev zakon, se ne ukvarja z romsko problematiko. Ukvarja se z nasilništvom in z varnostjo. Spremembe, ki so vpeljane z namenom zagotavljanja varnosti za ljudi. Zato je dobil tako široko podporo ljudi na eni strani, pa mogoče manjše razumevanje nekaterih elit. Mogoče so pa elite tle tiste, ki niso razumele ljudstva pravočasno. To je kar trda beseda elite, ne? Gre za stroko, tudi kazensko-pravno. Vsak lahko uporablja svoje besede. Lejte, ko sistem 30 let pripelje do tega, da se vsi strinjamo, da ne deluje najboljše, brez sprememb ga ne bomo popravili, da bi dajal boljše rezultate. Zato so potrebne spremembe. Vedno, ko smo uvajali spremembe, vedno, na kateremkoli področju, so se oglašali najprej tisti, ki so bili proti. Te so bili najbolj glasni, povsod. Pri Šuterjevem zakonu se je pa zgodilo to, da je družbena klima prišla do točke, ko imamo nasilja dovolj ne samo v Novem mestu, ampak tudi v Novi Gorici, tudi v Kranju in verjamem, da tudi v Mariboru. Nasilne tolpe, če hočete, ki so ostajale nekaznovane, ni nekaj, kar je fenomen omejen samo na Novo mesto. In občutek nekaznovanosti storilcev in nasilnežev je tisto, kar je prvo, kar smo morali nasloviti. Zaradi tega sprememba kaznovalne politike. Kar se pa tiče varnosti, varnost je pa zaostrena in tudi pooblastila policiji samo na eni točki, pri uporabi orožja. Jaz mislim, da se oba strinjava, da to, kar gledamo v Združenih državah, to, kar smo gledali v Beogradu, ne želimo, da se zgodi v Sloveniji. In to, da orožje, sploh ilegalno, ki se uporablja za to, da se ogroža z njim zdravje ljudi ali pa življenje ljudi, da se to orožje takoj in nemudoma zapleni, da je to nekaj, kar bi policija že do zdaj morala početi, pa je to žal zakonodaja na nek način oteževala. Zdaj, Pavel Gantar, vaš celo nekdanji strankarski kolega iz LDS je Večeru 2 dni nazaj zapisal, da se načenjajo gradniki liberalno-demokratske družbene ureditve na ta način in da je ta populizem, to pa je rekel dr. Vezjak, voda na mlin Janezu Janši. Meni je zanimiva hipoteza, po kateri več varnosti pomeni populizem. Ne. Varnost je nekaj, kar vsi mi hočemo, vsi si želimo živeti v varnem okolju in to ni ne levo, ne desno, ampak to je v resnici temeljna človekova pravica. Kar se pa tiče ostalih komentarjev, pa bo čudno. Janez Janša nikoli ni predlagal take zakonodaje. Že to bi nam morali dati misliti, kako lahko nekdo, ki se deklarativno zavzema za male ljudi, nikoli ne pomisli na njihovo varnost. Vsi ti predlogi, ki so bili sprejeti v Šuterjevem zakonu, niso bili še do zdaj nikoli vloženi v parlament. Nikoli, strani nikogar. Tudi hipoteza, da gre za predloge posameznih strank ali celo županov iz jugovzhodne regije, ne držijo. Ti prejšnji predlogi so bili vedno ciljani izključno in samo na romsko, poudarjam, na romsko manjšino, medtem ko se Šuterjev zakon lahko uporablja kjerkoli v državi. Ne glede na to, kdo bo storilec kaznivega dejanja in ne glede na to, kdo je tisti, ki bi z orožjem ogrožal zdravje in pa življenje ostalih. Ampak v čem, gospod premier, ta zakonodaja naslavlja vzroke, ki so privedli do tega porasta nasilja in razmer v romskih naseljih? Ne pozabite na romska naselja. Mi je žal, da vas moram prekiniti, Poglejte, bom povedal zgodbo. Isti dan, ko se je zgodil uboj Aleša Šuterja, je v istem lokalu 2 uri prej, obstajajo posnetki, vsi smo jih videli,
prišlo do pretepa. Eden od nasilnežev brca v glavo nezavestnega mladeniča. Po prejšnji zakonodaji, pred uveljavitvijo Šuterjeva zakona, je bil pregon tega nasilneža prepuščen nezavestni žrtvi. In kaj je policija rekla? Ker nezavestna žrtev ni prijavila tega, ki jo je brcal v glavo, pa čeprav je bilo posneto, policija ni sprožila pregona. A se vam zdi to normalno? Ne bom rekel pošteno. A se vam zdi to normalno? Meni ne. In to spremembo je prepeljal Šuterjev zakon. Sedaj je policija po novem dolžna, da ukrepa in sama ne čaka na žrtev nezavestno, ali bo podala prijavo ali ne, ampak takoj nemudoma sproži pregon nasilneža, ki smo ga vsi videli na posnetkih. To je ta bistvena razlika. In nima veze, ta nasilnež ni bil Rom, niti približno. In to vam hočem dopovedati. Zato je redukcija Šuterjeva zakona, da s tem bomo urejali samo romsko problematiko, popolnoma zgrešena. Z njo želimo nasloviti varnost vseh nas, ker se dogajajo žal nasilna dejanja povsod po Sloveniji. Zdaj nekateri že kritizirajo tudi uporabo izraza romska problematika, ne? Ampak mene zanima tudi, ali ste z reakcijo na to novomeško tragedijo želeli predvsem zajeziti moralno paniko, ne, na katero je zajahal del politike in se spostaviti pred volitvami kot neki močen lider. Ali je bila to vaša politična kalkulacija? Moje kalkulacije ni bilo, moja reakcija je bila v celoti iskrena. Jaz sem se najprej dobil z družino, šele potem sem predstavil ukrepe, šele potem sem predstavil to, zakaj se zakon imenuje po gospodu Šuterju, ker je njegova soproga bila tista, ki mi je rekla, da želi, da bi sin, ki je moral gledati v boj svojega očeta, lahko bil na očeta ponosen. Mi vsi pozabljamo, tudi danes, da je nekdo, človek, izgubil življenje. In da je naša dolžnost, da v spomin na to, da je nekdo izgubil življenje nesmiselnemu nasilju, da to preprečimo za naprej. To je vse. Vsi ostali, ki so kasneje iz tega delali politične zgodbe, mogoče res ne razumejo svojih poslanstev v življenju. Ampak se veste, pol se je v Ljubljani zgodil en napad na šoferja, ne, kjer pa storilec ni bil iz druge etnične skupine, pa ni bilo takšne politične reakcije in panike. Jaz ne vem, kako lahko povezujete to dvoje. Storilec v Ljubljani je bil prijet, naslednji dan, policija je opravila svoje delo hitro, ugotovilo se je, da gre za osebo, ki ponavlja svoje dejanja in po novem, po Šuterjevem zakonu, in smo spet tam, bo lahko takega storilca policija bistveno hitreje ne samo umaknila s ceste na eni strani, in tudi pregon takega človeka bo postal bistveno bolj premočrten, če hočete, predvsem pa ne bo več odvisno od žrtve, poudarjam od žrtve, ampak bo zdaj to državna inštitucija, ki bo morala to izvajati. Ok, mislim, da smo Alek Šuter temeljito obdelala, zdaj v zadnjih tednih je zelo zaposloval slovensko javno razpravo. Ampak ga smem na to temo. Zakon je ravno danes objavljen v Uradnem listu, pravi učinki bojo nastopili od jutri naprej. In tisto, kar želim povedati, je, da do zdaj se je vse ustvarjalo neka, na eni strani tudi politična fama oziroma neke vrste drama o tem, kaj vse bo prinesel. No, od jutri naprej bomo dejansko lahko gledali rezultate. In tudi v ta namen bomo jutri že imenovali neodvisno skupino strokovnjakov, ki bojo lahko spremljali njegove učinke. Jaz sem prepričan, da bomo na koncu vsi zadovoljni z rezultati, ker to je edino, kar šteje, in ne drama vnaprej, še preden stvar zaživi. Tudi mediji bomo seveda pozorno spremljali tako izvajanje tega zakona, kot tudi to, kaj bo na nek način počela ta neodvisna skupina strokovnjakov, ki bo ocenjevala učinke. Zdaj pa me zanima, gospod premier, še ena tema, ki je povezana z tem časom, s katero ste na nek način razburili, to je seveda obvezna božičnica, z njo ste razveselili marsikoga, zaposlene, predvsem v javnem sektorju, ki do zdaj božičnice nikoli niso dobili. Na drugi strani pa
ne prvič v mandatu razjezili gospodarstvenike. Ne. Zdaj ta vaš mandat kar zaznamuje, ta fronta z gospodarstveniki, kar je na nek način presenetljivo, ker ste bili del te skupine, preden ste šli ponovno v politiko. Zdaj gospodarstveniki so se seveda odzvali, ja seveda, ne, še eno dodatno breme za gospodarstvo, Slovenija je že tako obdavčena in tako naprej. Evropska komisija je vmes, kar so tudi zelo vehementno komentirali, prepolovila rast slovenskega BDP-ja za 2025 in sicer na 1%. Pa me zanima, zakaj na področju gospodarstva ali niste zmogli nobene resnejše reforme, ali pa zakaj ste v odnosu z gospodarstvom ravnali narobe, da tako odločno navijajo zdaj za vašo konkurenco številni vaši nekdanji kolegi? Spet, to je vprašanje za njih, jaz sem pa pričan, da nismo ravnali čisto nič narobe, ravno obratno. In bom ilustriral na božičnici, Ja. ker jo bo vsak razumel. Mimogrede, jaz verjamem, da boste tudi vi jo dobili prvič. Ja, napovedana je, ja, tako da... Tako da ne samo javni sektor, bi rad poudaril, Dobre podatke imate, zdaj res nekaj časa nismo dobivali. Ja. bi rad poudaril, zakaj. Kljub temu, da je slovensko gospodarstvo v zadnjih 3 letih, tudi zaradi ukrepov te vlade, ki se je odzvala hitro na energetsko krizo, hitro na poplave, hitro na tudi trgovinsko vojno, slovensko gospodarstvo je v zadnjih 3 letih imelo rekordne dobičke. Še nikoli v zgodovini toliko, kot v zadnjih 3 letih. In to vsako leto posebej rekordne dobičke. Zakaj to poudarjam? Ampak Ker to vso pomeni- gospodarstvo ne, najbrž, ne? To pomeni, da je gospodarstvo v zelo dobri kondiciji. Tudi zaposlenost je najvišja v zgodovini in inflacija je obvladljiva. Kljub tem dobri kondiciji poslušam tudi sam že 3 leta eno veliko stokanje, tudi napade, kako bi morali še ne vem kaj. Jaz verjamem, da to stokanje predvsem izhaja iz enega samega dejstva, ker si želijo nekateri najbogatejši, ki jim premoženje zelo raste, kot se lahko prepričate na menedžerski oziroma na lestvici najbogatejših Slovencev, tudi njim premoženje raste, pa ravno tisti, ki jim najbolj raste premoženje v času te vlade, so tisti, ki najbolj stokajo in najbolj kritizirajo to vlado. Kaj je v resnici zadej? 42% zaposlenih je samo prejelo božičnico v lanskem letu, ko je bila prostovoljna. 42% v gospodarstvu. Med tistimi podjetji, ki so imeli izgubo, spravi niso imeli dobička, tam je pa zaposlenih približno 9%, mogoče 10%. Vsa razlika med 42 in 90 se je pa nekdo, v tem primeru lastnik, ki mu premoženje raste kot še nikoli, odločil, da bo zadržal to zase. Nekateri si kupujejo jahte, jaz vem za nekatere primere najbogatejših, ki so najglasnejši, si jih raje kupujejo jahte, kot da bi priznali delavcu, ki za njih to ustvarja, pravico do božičnice. Veste kaj? To ne gre za noben spor z gospodarstvom, gre za spor z nekaterimi požrešnimi posamezniki. In če pridemo naprej, jaz mislim, da si vsi zaposleni najprej to zaslužijo, prvič, ker v bistvu gre samo za to, da smo povišali višino letnega regresa in ga dali še v čas božiča. Kaj hočem povedati? Država se je odpovedala tako davku, kot prispevkom na to izplačilo in v resnici, jaz se dosti pogovarjam z običajnimi, ampak uspešnimi menedžerji, ki jih ne boste slišali v javnosti, da bi kritizirali božičnico, noben uspešen menedžer, poudarjam menedžer, ne kritizira božičnice in oni vsi priznavajo, da je božičnica v resnici davčna razbremenitev plač. In to ne samo v letošnjem letu, ampak v vseh letih, ki prihajajo. In so zato zadovoljni, hvaležni, rečejo, super, mi smo jo že do zdaj izplačevali, zdaj nas bo to stalo manj. Po domače, več denarja bo zaradi božičnice zaposlenim ostalo v dobrih podjetjih. Jaz mislim, da je s tem sem povedal vse. Ne bom nobenih imen navajal, pa meni je res žal, da se mogoče tudi na temo božičnice ne obrnete na uspešne podjetnike, tudi v mariborski regiji imate kar nekaj, tiste, ki so že do zdaj izplačevali, ker so že do zdaj izkazali kaj? Skrb za svoje zaposlene. Ostalim je bilo pa treba pomagati tako, da smo jih k temu spodbudili. To je vse. Zdaj, ampak, gospod premier, neka davčna reforma, pa če govorimo o dohodnini ali davku na nepremičnine, pa je v tem mandatu umanjkala, ali ni? To je edina reforma, ki smo jo zaustavili, edina od 9. Vedno se je bolje ukvarjati s tistim, kar še ni, kot pa s tistim, kar je bilo, ampak ne, kaj je pomembno?
Povedali smo, zakaj ustavljamo. Ustavljamo jo tudi zaradi tega, ker je davek na premoženje oziroma nepremičnine bi nesorazmerno prizadel mogoče tudi ljudi, ki jim je ta nepremičnina edino premoženje, in nismo želeli ogrožati ranljivih skupin, ki imajo pa v lasti nepremičnine. To je na eni strani, na drugi strani tudi evidence še niso pripravljene do te točke, da bi lahko rekli objektivno, želimo obdavčiti na način, ki ne bo obremenil ranljivih skupin oziroma tistih, ki si pač tega ne morejo privoščiti. Zdaj zelo kratek odziv, prosim. Evropska komisija je v oceni proračunskega načrta za leto 2026 ugotovila, da obstaja neko tveganje zaradi njegove morebitne neskladnosti s pravili EU. To naj bi bil odziv na božičnico. Kakšne so vaše informacije? Ne, jaz mislim, da to ne gre na odziv na božičnico, gre pa za to, da se je proračun v letu 26 in 27 so se izdatki povišali. In zadolženost? Še vedno smo v mejah fiskalnih pravil. Tudi Evropska komisija, za razliko od nekih drugih držav, mogoče tudi nam sosednjih, kjer je ugotovila ne samo, da obstaja tveganje, ampak da obstaja že kršenje pravil, v Sloveniji ni ugotovila tega. Tako da jaz sem prepričan, da bomo v prihodnjem letu to tveganje z pametno politiko nadzora nad izdatki tudi zamejili in da se bo vse skupaj na koncu izteklo enako, kot se je izteklo vsako leto tega mandata. V tem mandatu nismo niti enkrat kršili nobenih pravil fiskalnih, ne glede na vsa opozorila, nismo jih kršili in tudi namenoma tudi za naprej nimamo tega namena. Še več, javni dolg, poudarjam, javni dolg Slovenije je v tem času padel iz 80% na 66% in smo ena tistih držav v Evropi, in to tudi Evropska komisija priznava, ki je uspela v mandatu najbolj znižati javni dolg. Tako da smo, kar se tiče javnega dolga, v resnici na varni strani. Zdaj rekli ste v naslednjem letu, vmes vas čakajo sicer marca, predvidoma. Tudi opozorila za naslednje leto. Volitve. Prvi premier po 2008 ste, ki boste končali mandat, in to v rednem roku, torej z rednimi volitvami. Zakaj vam je to uspelo? Ker ste imeli tako podporo na volitvah in tako veliko poslansko skupino? Jaz sem prepričan, da je razlog, zakaj je Svoboda nastala, še vedno živ. Svoboda je nastala zato, ker so vsi ljudje, tudi Mariborčanke in Mariborčani, ki so nas zelo podprli, imeli dovolj te dobesedno histerije pri vladanju in tudi zlorabe inštitucij proti ljudem. Vsi se spomnimo, kako je bilo pod vladavinami prej. Prepričan pa sem, da smo tudi ta duh, da želimo normalno, demokratično državo in v njej živeti, uspeli zadržati tekom tega mandata. Prisegali smo na dialog kot eden od temeljev, zato smo tudi obudili tako ekonomsko-socialni svet, spravi dialog med sindikati in delodajalci in vlado, na drugi strani pa tudi znotraj politike. Jaz sicer poslušam in berem o tem, kako ne bi, na primer, v koaliciji bilo ves čas nekaj narobe, ampak glejte, mi smo kot koalicija zdržali cel mandat, smo ga začeli, ga bomo zaključili in v tem mandatu nismo samo vedrili ali poskušali preživeti, ravno obratno. Mi smo skupaj preživeli mandat, v katerem smo izpeljali reforme, ki se jih prej 30 let nihče tudi nasloviti ni upal. In smo preživeli. Mogoče pa ravno zato, ker ljudi najbolj združuje skupno poslanstvo in skupno delo. Mogoče smo imeli toliko dela, da se nismo imeli časa vmes krehati. Kaj ste se pa naučili v tem času? Glede na to, da ste zamenjali kar skoraj da rekordno število ministrov in drugih visokih funkcionarjev, morda to, da ste kadrovali vsaj na začetku preslabo, da ste se premalo prepričali o ljudeh? Poglejte, ko smo dobili ta mandat, nihče ni mogel v 3 mesecih najti takih ministrov iz strani ne politikov, za katere bi za vse vedeli vnaprej, da bojo idealni. In kot dober gospodar sem se raje odločil, da nekoga, ki ne ustreza poslanstvu ministra, menjam. In zato je bilo menjav na začetku mandata pri prvem letu kar nekaj. To se je kasneje seveda ustavilo, ekipa je zdaj stabilna.
in se odziva sicer na So vsi varni do konca mandata? vse, nikogar nisem dal sam. Tisti, ki so odstopili, so sami odstopili zaradi objektivne odgovornosti v primeru dogodkov v Novem mestu. Zadnji 2 leti praktično je ekipa stabilna in je prav tudi tako. Jaz verjamem, da tudi v naslednji mandat bomo šli bistveno bolj stabilno glede poznavanja potencialov. In tisto, kar se mi zdi izjemno pomembno, če sem se kaj naučil v politiki, kar ti ni treba v gospodarstvu, je, da v gospodarstvu lahko sam izbiraš ekipo in delaš samo s tistimi, s katerimi prepoznaš skupen cilj, spravi, in kemijo. V politiki ni tako. V politiki moraš delati z vsemi, ki so na političnem parketu prisotni, vsemi, ki jih imaš v ekipi. Ja. Je težje, zagotovo, v gospodarstvu je neprimerno lažje, ampak tudi v politiki se da na ta način, ko enkrat to ponotraniš, se da na ta način delati zelo dobro. In to je spet točka, ko rečem, sicer ne bi nikoli izpeljali vseh teh reform, ki smo jih, če ne bi našli načina, kako skupaj sobivamo, pa čeprav imamo različne poglede. Zamenjali ste tudi zdravstvenega ministra, na katerega ste na začetku polagali velike upe, vmes je postal tudi zasebnik, katerim je kot minister usmeril kar precej javnega denarja. Potem ste taktiko delovanja v zdravstvu spremenili na manjše korake, ne tako velikopotezno napovedane reforme. Zdaj učinki zakona o zdravstveni dejavnosti, ki mu nekateri pripisujejo, da bo imel katastrofalne posledice, se bodo videli sicer še pod novo vlado, ali bo vaša ali kakršnakoli druga. Gospod premier, kaj če se uresniči ta velik odliv stroke iz javnega sistema? En podatek, vsi ortopedi v UKC Maribor recimo delajo tudi pri zasebnikih in na ortopediji so že zdaj 5-letne čakalne dobe, podobno je recimo na plastični kirurgiji. Ravno kar ste povedali, da že preden začne reforma delovati, so razmere nevzdržne. Kaj nam pa ostane, kot da radikalno posežemo na področje, kjer so razmere nevzdržne? Zato smo izpeljali zdravstveno reformo. To, da so vsi na nekaterih področjih, ki so zaposleni v javnem zdravstvenem sistemu, delajo še kot privatniki, tja mogoče celo preusmerjajo svoje paciente. To zagotovo ni nekaj, na kar bi bili ponosni, kdorkoli. In to zagotovo ni praksa, ki bi bila kjerkoli v Evropi dovoljena. In skrajni čas je, da smo jo tudi v Sloveniji. Ne pričakujete tega radikalnega odliva? Skrajni čas je, da smo pod to vlado to prepovedali. Še ponovim, nikjer ni tega, bilo je pa v Sloveniji. Ko sem se o tem pogovarjal z dr. Brecljem, ki jo vsi poznamo, seveda, je on rekel, točno to, kar zdaj naslavljamo, je vir moralnega razkroja znotraj zdravstvenega sistema. Ker se je dovoljevalo, da so posamezniki delali na 2 koncih, so pripeljali do moralnega razkroja znotraj stroke. Če boste to zaustavili, to so njegove besede, boste rešili zdravstvo. Bomo zaustavili, o tem smo odločeni. Ne, ni nas strah, tako kot nas ni bilo strah stavke Fidesa, ki je bila ravno tako dramatično napovedana. 2 leti nazaj tudi v medijih so dobili neizmerno pozornosti s svojimi dramatičnimi napovedmi, da če ne bomo takoj prisluhnili njihovim zahtevam in bo zaradi stavke sistemom konec, stavka še danes traja. Ja, 700 dni že skoraj. A si bi vi lahko to prvošli kot novinar, da bi stavkali 700 dni, dobivali plačo in se hkrati še razglašali za moralno avtoriteto? Tega ljudje ne sprejemajo. In točno zaradi tega, ker ljudje tega ne sprejemajo, od tukaj imamo mi svojo moč, s katero lahko izvajamo spremembe. Ker smo vzpostavili, jaz sem prepričan to, dialog neposredno z ljudmi in ker vemo, kaj je tisto, kar je prav in kaj ni. Ampak kaj ste dosegli v resnici s to ostro konfrontacijo s Fidesom, za katerega je treba reči, da je kar politični akter bil v vsem času zadnjih let, desetletij v Sloveniji? Fides je nasprotoval plačni reformi celotnega javnega sistema. To je prva reforma, ki je bila zaključena. To je reforma, po kateri danes nihče v javnem sektorju ne prejema več plače, ki je nižja od minimalne. Takrat jih je bilo pa skoraj 30 000. Ko se je Fides boril za najvišje plače, je bilo skoraj 30 000 ljudi, tudi v zdravstvu, zaposlenih s plačom nižjo od minimalne, danes jih ni več. In mi smo že takrat rekli, plače se bojo spremenile vsem naenkrat, zato so se spremenile medicinskim sestram,
vzgojiteljicam, spravi tistim, ki so bili leta in leta zapostavljeni, ker so nekatere elite bile glasne, imele tudi medijsko podporo, ki so jo plačale, zato da so skrbele za svoje privilegije. Fides je bil natančno tak primer. Zdaj, kolegica Juvan, ki pri nas zelo natančno pokriva zdravstvo, me je opozorila, da je bil problem v zdravstvenem sferi tudi ta, da so nekateri kontroverzni zakoni z tega področja nastali v vašem kabinetu in ne na ministrstvu. Psihoterapija, konoplja, pomoč pri končanju življenja. Niste zaupali stroki, kar ste napovedali na začetku mandata? Jaz prvič naj povem, da zdravstvena reforma je vse drugo in ne to, kar ste zdaj našteli. Zdravstvena reforma je... So pa to zdravstvene teme. Zdravstvena reforma je prvo plačni del, drugo je razmejitev med javnim in zasebnim, tretje je ureditev zdravstvene zavarovalnice in s 1. januarjem prihodnje leto po 20 letih opuščamo tako imenovani avstralski model in prehajamo na plačilo storitev bolnišnicam končno po njihovih dejanskih stroških. To je zdravstvena reforma in digitalizacija v zdravstvu. To je zdravstvena reforma. Zakone, ki jih vi navajate, v resnici niso nastajali v kabinetu, ampak vse se ne gre za to, da bi zdaj to moral obreči. 2 zakona sta nastala v parlamentu, ker sta bila posledica referendumov posvetovalnih, ne v kabinetu. In tudi psihoterapija ni nastajala v kabinetu. V kabinetu se pa zakoni usklajujejo takrat, ko gre za zakone, ki so medresorski. Šutar je bil zakon, je bil zakon, ki je nastajal v mojem kabinetu, na to sem neizmerno ponosen. Tudi nekateri drugi zakoni so nastajali v mojem kabinetu, vedno pa takrat, ko je treba 2 ali celo več ministrstev med seboj uskladiti, zato da pridemo do boljše rešitve. Bo potrebno dvigniti obvezni zdravstveni prispevek, ki je nadomestil dopolnilno zdravstveno zavarovanje? To je v sferi ZZZS-ja, njihova skupščina zaenkrat tega še ne predvideva. Če bo do tega prišlo, bo to najverjetneje, bo mogoče to ponovno preučeno ob poletju, prihodnje leto v tem trenutku to ni načrtovano. Sva že omenila reforme, ne? Omeniva še pokojninsko, seveda plačno ste sami omenili, je pa še tukaj ena zgodba oziroma reforma, ki ste jo na nek način podedovali, ker jo je bilo obvezno izpeljati, to je seveda dolgotrajna oskrba, kjer se prispevek že zbira, medtem ko marsikatera storitev še vedno ne deluje. Ste zaradi tega nezadovoljni z trenutnim stanjem na področju dolgotrajne oskrbe, ko nekako potegnete rezime čez celo vašo reformno delovanje? Je ta del mogoče še najšibkejši? O tem bom sodil po rezultatih. Rezultati so tik pred vrati. S 1. decembrom se začne spremenjen sistem v domovih za starejše občanke in občane. S 1. decembrom se začne režim, po katerem se bo zdravstveni del celoti financiral iz prispevka, ki so ga spet nekateri tako kritizirali, ampak ta prispevek je nujen za to, da lahko država prevzame del zdravstvene oskrbe v DSO-jih, v domovih. Jaz poznam primere, ko danes nekateri plačujejo po 1500, tudi 1700 evrov mesečno, seveda pokojnine tega ne dosegajo. In v tem primeru postane vprašanje, ali je družina v stanju zagotavljati sredstva, zato da bo poskrbela za svojo babico, dedka ali pa starše. Po novem, to ne bo več stvar družine, ampak si bo lahko to vsak, ki je dopolnil 40 let delovne dobe, privoščil. Bo lahko vsak pokril iz lastne pokojnine. In ta sistem je edini pravičen. Nekdo, ki je 40 let delal, pa če tudi kot navaden delavec ali delavka, mora svojo pokojnino biti v stanju, da na svoj način s svojimi sredstvi plača oskrbo v domu za ostarele. Še posebej, če vmes zdravje izda in si sam ne more pomagati, da bi lahko to počel doma. To se začne s 1. decembrom. Jaz vem, vsi odzivi, ki jih imamo do zdaj, so bolj na meji nejevere, v smislu, a je to res možno, kot pa kritike. Jaz še nisem slišal kritike, da bi si kdo ne želel tega, da bi v primeru, če zdravstveno ne more, prevzela del bremena celotna družba skozi prispevek za dolgotrajno oskrbo. Tako da, to je ultimativni test.
tudi uspešnosti delovanja ministrstva. Jaz sedim z ministrom, ne samo z njim, ampak širšo ekipo, ker gre za Tudi danes je več- v Mariboru nekaj opozoril oziroma dobronamernih pripomb slišal. Ja, vse pravilno. Jaz sedim vsak teden, ravno zato, da sproti čistimo te težave in izkoriščam priložnost, če ima kdorkoli kakršnokoli vprašanje na temo dolgotrajne oskrbe. Mi imamo številko brezplačno 114. Pokličite na 114, ker tam imajo za konkretne primere, vam bojo znali konkretno odgovoriti, kaj to pomeni za vas. So zelo dobro usposobljeni, gre res za vrhunsko ekipo, ki zna najti odgovor na vsako vprašanje. Resno, pokličite na 114, ker vam bojo lahko iz prve roke dali za vas konkretno pojasnilo. Ok, za finale mandata ste napovedali še eno stvar, ki so jo nekateri cinično umestili v predvolilno slaščičarno, ali kako so se izrazili, to je brezplačni dostop do orodij umetne inteligence za vse državljane. Prejšnji teden sem se pogovarjal z antropologom dr. Danom Podjedom, ki mi je dejal, da vidi veliko pasti pri tem, da bi tako na hitro, brez da bi izobražili državljane, omogočili vsem dostop do orodij umetne inteligence. In on pravi, da bi v kratkem rabili nek svet za etično uporabo, tako rekoč, umetne inteligence. Vi ne delite teh bojazni, da bodo ljudje znali umetno inteligenco uporabljati odgovorno? Najprej nič nimam proti, da se, in o tem smo govorili, da se tak svet vzpostavi, pa vendar. Vsi vemo, da je že danes umetna inteligenca, še posebej mladim, dostopna. V neki omejeni različici. Ampak veste, kje je problem? Ni problem v tem, da mladi že danes uporabljajo umetno inteligenco. Tako da nič tega ne moremo zaustaviti. Tisto, kar lahko naredimo, ni da poskušamo preprečiti mladim ali starejšim dostop do umetne inteligence. Tisto, kar lahko naredimo, je kot država, da ustvarimo varno okolje. Varno okolje. Dajte to razložiti. Varno okolje pomeni, da danes, ko vi, na primer, uporabljate ChatGPT, jaz sem prepričan, da ga uporabljate, vsi vaši podatki grejo na nek server, na nek strežnik. Izven Evrope. Ne samo izven Evrope, nekje, ki sploh ne veste, kje to je, in pod pravili, ki jih vi ne poznate. No, mi se dobesedno pogajamo že dlje časa z vsemi največjimi ponudniki storitev, zato da se vzpostavi poseben oblak, slovenski oblak, ki bo v Evropi pod evropsko zakonodajo, ki je zelo stroga ravno na točki etike na področju uporabe podatkov, da se pod temi pravili vzpostavi poseben oblak, kjer bojo vsa ta orodja nameščena. Kaj to pomeni? Ko boste vi uporabljali to isto orodje čez leto dni, bodo vaši podatki varni, dostopni samo vam in ne nekomu v Združenih državah ali na Kitajskem, ki bo z njimi počel karkoli. Zakaj je to pomembno? Ker namen teh dostopov ni samo osebna uporaba, čeprav tudi ta v varnem okolju. Namen teh dostopov je, da imajo enako varno okolje tudi vsa podjetja v Sloveniji, ki jih danes nimajo. In celoten javni sektor. In da bomo lahko, zato ker bomo vedeli, da so podatki na varnem, poudarjam na varnem, in bo Slovenija skrbela za to varnost, da bomo lahko s temi podatki razvijali bistveno boljše in hitrejše rešitve, tudi za zdravstveni sektor, v medicini je tega največ, naprimer za zdravstveni sektor, to bistveno hitreje, kot to počnemo danes, in predvsem bistveno bolj varno. Še to mi povejte, greva počasi proti koncu. Med vašimi obljubami je bila tudi normalizacija stanja v državi. Ste enkrat sami omenili, da je bilo histerično ozračje, nekako normalizacija delovanja institucij. Ampak, gospod premier, podčrto, s policijo, okoli policije se je dogajalo kup konfliktov. Nenazadnje je zadeva Bobnar pripeljala do zahteve za sodno preiskavo oziroma sodne preiskave. S KVK ste na fronti, ki jo drži vaš odvetnik. Najbrž to ni normalizacija, kot ste si jo sami predstavljali. Jaz bi prej rekel drugače. Jaz mislim, da vsi živimo v normalni državi, kjer nas ne preganja policija, če jemo sendvič na odprtem prostoru, kjer nas policija ne preganja, če beremo ustavo pred parlamentom. Jaz nisem opazil nobenega od takih dogodkov. Da o vodnem topu smo ga uporabili enkrat, drži, ampak smo ga uporabili pri gašenju požara na Krasu, nikoli pa, da bi z njim ljudi razganjali, tako da jaz sem prepričan, da kljub vašim navedbam vsi ostali živimo v normalni državi. Če je cena, zato da živimo v normalni državi ta, da sem jaz v političnem sporu z bivšo ministrico, je to majhna cena, jo z veseljem sprejmem. Kar se pa tiče vseh postopkov, ki so bili uvedeni proti meni,
Jaz mislim, da je ravno to dokaz normalne države. Ko so postopki, ki so uvedeni proti predsedniku vlade, izrazito politične narave in se ukvarjajo z pogovori med dvema politikoma, to samo pomeni, da v državi ni ničesar hujšega, ni ne korupcije, niti ni zlorabe pooblastil, ampak samo politična diskusija. Tako da z veseljem nosim to breme, če je edini dokaz oziroma edina stvar v državi, ki moti, da bi postali normalna, to, da se branim pred drugim politikom. Ključno je občutek svobode. In občutek svobode danes nima samo tisti, ki je podpornik vladajočih. Jaz mislim, da imajo ravno obratno. Da ima danes opozicija, ker to tle se meri, bistveno večji občutek svobode in tudi vsi shodi, ki so se dogajali v času te vlade, so bili mirni, ne nazadnje tudi v Novem mestu, kljub razgretemu ozračju in dokaz tega, da v resnici živimo v normalni družbi. Zdaj, odnosi z opozicijo je pričakovano, seveda, da so pred volitvami napeti, ostri, ampak predsednica republike, s katero imata tudi svoje vzpone in predvsem kar več padcev kot vzponov. Ni tako vedno v življenju. Je omenila, da se z Janezom Janšom na zadnjem srečanju pri njej niste niti pogledala, kaj šele pozdravlja. Kaj nam to pove o stanju med najvišjimi politiki v državi? Popolnoma logično je, da gre ne samo za rivalstvo politično, ampak gre za popolnoma različen pogled na življenje in tudi vrednote, ki jih zagovarjava. Na eni strani sam zagovarjam odprto družbo z dialogom, kjer je vsak svoboden in lahko svoj potencial razvija na svoj način in tudi sam razpolaga s svojim telesom. Na drugi strani imamo pa usmeritev politično, populistično, če želite, ki pravi, mi vemo vse bolje, mi bomo namesto vas skrbeli za vas, mi bomo namesto vas odrejali, kaj boste počeli s svojim telesom, samo predajte nam oblast in nič ne rabite več razmišljati. Meni ta pristop, desni, populistični, nikoli, ne prej, ko nisem bil v politiki, ne zdaj, ne more biti blizu, in ljudje, ki ga zastopajo in so pri tem še žaljivi do okolice, pač niso ljudje, s katerimi bi si želel družiti. Torej bo antijanšizem spet glavna predvolilna karta, ki jo bo treba odigrati, ker, gospod premier, vaši kritiki vam očitajo, da ste se vi nekako poslužili tudi janšističnih nekako metod v času vladanja. Jaz ne vem, če se res ljudje s tem strinjajo, ker oni so tisti, ki bojo volili. Niso moji kritiki tisti, ki volijo vlado, samo oni, ampak so ljudje. In jaz sem prepričan, da bo na koncu, in to tudi kaže vse raziskave, vse odločalo predvsem to, ali smo bili kot vlada, ki je dobila mandat zelo jasen, uspešni pri svojem delu in ali smo spremembe, ki so bile v družbi potrebne, ki so se jim drugi izogibali, a smo te spremembe izpeljali na način, da so ljudem olajšale življenje. To je to. Potem se bo vsak odločil, vsak se bo prepoznal. Torej ne na podlagi ideologije in ideoloških tem. Čisto. Ali živim bolje? To bo. Jaz mislim, da na koncu se ljudje vedno odločamo točno tem. In v tem, ali živim bolje, je tudi to, ali se počutim svobodno. Ali lahko počnem stvari na svoj način, brez da mi to nekdo preprečuje. Zdaj, na začetku pogovora s tem, ali pa tam na sredini, ste že sami nekako rekli, da ste poslušali, kaj vse se dogaja v koaliciji, pa ste preživeli. Res je, preživeli ste, res, katera koalicija v zadnjem času je preživela. Zdaj neke velike ljubezni med vami in SDM sicer mogoče ni bilo, za Levico pa nekateri pravijo, da še najbolje uveljavlja svojo agendo v tej vladi. Se strinjate s tem? Jaz mislim, da v koalicijskih je tako, kakor v vseh partnerstvih. Treba je sprejeti partnerja, ne rabimo ga ljubiti. Ne govorim zdaj o zakonski zvezi, da ne bo nesporazumov. Govorim o partnerstvih, naprimer poslovnih. Treba ga je sprejeti, treba si je skupaj določiti cilje in potem se usklajevati, včasih je naporno, včasih traja dolgo, in se usklajevati, kako bomo do teh ciljev prišli. Jaz mislim, da z obemi partnerji, tako z SD kot z Levico, dobro sodelujemo. Da so to iskreni odnosi. Jaz sem prepričan, da so, ker marsikdaj se to pokaže tudi v parlamentu, ko je glasovanje različno. Ampak na koncu, ko največ šteje, se zmeri dogovorimo. In to je tisto, kar govori o iskrenosti. Tudi mi dva se danes ne strinjava vsem, ampak sem prepričan, da če bi skupaj zastavila projekt za Toti Maribor, bi kljub temu, da bi imela na začetku različne poglede, bi se do cilja zagotovo sporazumela in na koncu bi bila oba zadovoljna.
To je to v koaliciji. Ne štartamo z istih pozicij, eni so tradicionalne stranke, eni imajo eno prioriteto, eni drugo. Cilj, ko smo jih določili, je pa skupen. Pri vseh ciljih, niti pri enem cilju, ne samo, da koalicija ni razpadla, koalicija niti pri enem cilju ni popustila in je natančno vse cilje, ki smo si jih zadali, tudi na koncu pripeljala do uspešnega konca. Glede dobrih želja za Maribor se seveda strinjam, če kdo večer temu mestu, v katerem že 80 let živi, dobro. Zdaj to še me zanima, gospod predsednik. Desnica se zdi, da se povezuje, konsolidira, vzpostavlja neke skupne liste koalicije. Za levo sredino pa se zdi, da je 3 mesece pred volitvami še vedno precej razhajkana, razbita. Zakaj je vedno tako levo od centra pred volitvami? Ali ne delite tega pogleda? Jaz se opravičujem, ne delim pogleda. Svoboda se je takoj po prejšnjih volitvah povezala z vsemi liberalnimi strankami. Danes je Svoboda ravno zaradi tega bolj enotna, ker smo že takrat se povezali. Mi smo prvi, ki smo se povezali od vseh strank. Levica se po mojem vedenju povezuje z Vesno, napovedujejo skupno listo. Tudi SD se pogovarja, verjamem, z marsikom o sodelovanju. Tako da jaz mislim, da ta vtis bolj prihaja iz na nek način mogoče tudi strahu, da ne bi desnica prevzela. Na drugi strani pa tudi neki desni mediji tudi spodbujajo ta vtis, da je na levi ves čas vse narobe, če bi bilo res povod tega, kar nam še posebej desni mediji pripisujejo, ne bi imeli nestabilne vlade, nestabilne koalicije, še manj bi pa izpeljali vse te potrebne spremembe, ki so se jim drugi izogibali. Zdaj, rezultat, ki ste ga dosegli na zadnjih volitvah, je verjetno nedosegljiv. Po začetku mandata ste kar hitro izgubili, vsaj v javnem mnenju, nekaj podpore. Precej podpore. S kakšnim rezultatom bi bili zadovoljni? A vas lahko nekaj vprašam osebno? Kar povejte. A je vas strah, da ga ne bi dosegli, pa zato to ponavljate? Nas ni nič strah. Pa nas želite spodbuditi, da poskušamo doseči? Ne, to je zelo realno, ko pač beremo javnomnenjske raziskave. Zdaj, ja, lahko debatiramo o njih, ampak vseeno me zanima vaš pogled, kaj je zdaj vaš domet, s čem bi bili zadovoljni? Mislite, da bo na teh volitvah delitev kar drugačna? Vi ste bili zelo dominantni po zadnjih volitvah. Če bi me vprašali pred prejšnjimi volitvami, kaj je naš domet, bi tudi jaz bil med tistimi, ki bi ga narobe napovedal. Zato je tudi danes nehvaležno napovedovati karkoli, ker v resnici na koncu odločajo ljudje. In ljudje včasih odločajo zadnji teden. Zadnji teden. In edini naš cilj, ki ga imamo do zadnjega tedna in tudi kasneje, je, da ljudem zelo jasno dokažemo prvič 2 stvari. Čem smo različni od tega, kar je bilo prej, od vseh, ki so bili prej, od vseh poudarjam, čem smo različni, in drugič, da pokažemo rezultate. Potem se bojo pa sami odločili. Nekateri so že odločeni, velik del jih še ni. Vsak od nas bo nagovarjal te neodločene, da stopijo na njegovo stran. In s čim bomo zadovoljni? Naš namen je bil že ob začetku mandata, da zdržimo kot koalicija 2 mandata. Mi govorimo od prvega dne isto in tudi zdaj bomo rekel, zadovoljni bomo samo v primeru, ko bomo lahko mandat nadaljevali tudi po volitvah. To je edini cilj, ki šteje. Če bo ena stranka znotraj koalicije imela 2 poslanca več ali 2 poslanca manj, je popolnoma nepomembno pri skupnem cilju. In skupen cilj koalicije je, da mandat nadaljuje tudi po volitvah. V tej sestavi ali s kakšnim novim igralcem? Nadaljuje mandat. Če bo potrebno, da med se sprejmemo še koga novega, smo zato tudi in bo delil z nami naše vrednote, smo zato seveda odprti. Še nekaj zelo pomembno, kar me zanima, gospod premier, bodo slovenskih volitev, ki so zelo blizu, dobre 3 mesece, 4 mesece, v Ukrajini vendarle mir. Kar je zgodba, ki je zelo zaznamovala tudi vaš mandat. Glede na zadnji mirovni predlog strani Združenih držav Amerike, kaj pričakujete? Vsi si želimo čim prejšnje zaustavitve, najprej prekinitve spopadov in seveda pol tudi trajnega miru. Pot niti najmanj ni enostavna in upati na čarobno rešitev je sicer nekaj simpatičnega, tudi meni osebno, pa žal verjetno ne bo šlo tako enostavno.
Ja, obstajajo neke napovedi, da bi se lahko do volitev ta spor vsaj na nek način umiril, oziroma ne spor, vojna umirila. Vojno. So pa pogledi še precej različni. Jaz pozdravljam napore tudi ameriškega predsednika, za katere verjamem, da so iskreni, napore v smer zaustavitve spopadov in vojne. V naslednjih tednih se bo pokazalo, ali je že nastopil ta pravi moment tudi na drugi strani. Pravi, ali bo tudi ruska stran pristopila k pogajanjem z jasnim namenom, in to je končanje vojne. Pa bom direkt povedal, tudi ukrajinska stran na začetku ni bila navdušena nad tem, da bi pod pogoji, ki jih je narekovala Amerika, pristala na končanje vojne. Vse je pa v zadnjih mesecih marsikaj spremenilo in v zadnjih mesecih je pripravljenost, poudarjam pripravljenost, na ukrajinski strani velika. Jaz bi si želel, da bi tudi Rusija to prepoznala in da bi ta moment, ki se je zdaj ustvaril, izkoristili za v resnici skupen cilj vseh nas, in to je samo mir. Bomo videli. Aktivnosti je dosti, tudi Slovenija poskuša po svojih močeh prispevati k temu, da se ta moment izkoristi. Bi potrkal, da si želim, da do tega pride. Ta mandat je bil zelo zunanje politično aktiven, mogoče eden najbolj aktivnih zaradi dogajanja v svetu, novi svetovni red, številna vojna žarišča. Ste zadovoljni s tem, kako ta hip Slovenija zunanje politično izgleda in kakšno težo ima? Jaz sem prepričan, da je ugled Slovenije danes na najvišji možni točki. To ni stvar, ki bi jo... In to je, zakaj sem to rekel s takim ponosom, ker v notranji politiki to zelo malo šteje in politični točk ne prinaša, ampak tega nismo počeli Res zato. je. Počeli smo zaradi tega, ker smo želeli vrednote, ki smo jih uspešno uveljavili v Sloveniji, razširiti tudi na mednarodno področje. Kot majhen narod je tu v bistvu ravno veljavnost mednarodnega reda in mednarodnih zakonov največja garancija za to, da tudi mi ostanemo varni. Zato je to ena od, če hočete, varnostnih politik, je tudi to, da smo zelo aktivni pri zagovarjanju zunanje politike. To nam je cel svet prepoznal. Jaz sem se srečal z marsikom v tem času, ki jih prej nisem niti vedel, da vejo, kje je Slovenija. Vsi so nas neizmerno pozdravili pri naših prizadevanjih, predvsem glede miru v Gazi in priznanja Palestine. To je bila ena taka prelomna točka v naši zunanji politiki. V zadnjem času nam zelo dosti pripisujejo tudi pri poznavanju problematike Ukrajina-Rusija, to moram priznati. In jaz verjamem, da je ravno s tem, ko smo bili aktivni, odprti, smo si tudi ne samo dvignili ugled, ampak imamo tudi nekatere priložnosti, ki jih sicer, tudi gospodarske, ki jih ne bi imeli. Naprimer, bom dal zelo plastičen primer, tudi zaradi naše mednarodne politike imamo status preferiranega ali najboljšega ponudnika, se pravi tistega, s katerim si želijo delati, pri oskrbi z zemeljskim plinom, naprimer iz Alžirije. To so nam zelo jasno povedali in to je konkretna korist za Slovenijo, je cenejši zemeljski plin, zato ker nam želijo na ta način pokazati svoje spoštovanje. Zelo konkretno in zelo jasno, zakaj. Dodaten dokaz, pa če želite, je pa tudi to, da jutri letim v Berlin, kjer sem srečal z novim kanclerjem Zvezne republike Nemčije, gospodom Merzom, ker bomo imela pogovore ravno na teme, kjer prepoznavajo tudi Nemci, da lahko dodajamo vrednost. In to so in Zahodni Balkan, in vojna v Ukrajini, pa tudi, kar je najbolj pomembno, gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Nemčijo. Gospod premier Robert Golob, hvala lepa, da ste si vzeli čas za večer za vikend. Vas vabim, da ga kdaj poslušate tudi. Me pa zanima, če ste sicer podcasterski tip človeka, veliko ste na poti, vem, da imate ogromno dela, poslušate kakšen podcast drugače, tuj, domač, kakorkoli? Priznam, da sem pri tem slabši, kot bi si želel, raje berem. Jaz sem bolj vizualni, tudi spomin imam bolj vizualni kot verbalni, tako da občasno da, je pa zelo težko, pa moram povedati, mi je pa zelo težko dobiti dovolj časa, da lahko celo uro posvetim
konkretno podcastu, ko pa bereš, si pa lahko bistveno hitrejši. Tako da v imenu učinkovitosti sem še vedno zaprisežen bralec, tudi večera. Razumem. Tudi večera in moče manj poslušalec. Smo veseli bralcev, seveda tudi. Zdaj, če dovolite, še eno nekoliko bolj osebno vprašanje za konec. Boste te praznike izkoristili tudi za medene tedne, ali je to že mimo, ker poroka je bila vseeno velik medijski dogodek? Dogodek je bil poroka je bila predvsem najin velik dogodek. Ne, nisva bila še na medenih tednih, bova, ko bo priložnost ustrezna. V tem trenutku v resnici ne vem, kdaj bo taka priložnost, pa se s tem niti ne obremenjujeva. Važno, da se mava rada, pa da bova praznike preživela skupaj, vse ostalo pa manj pomembno. Hvala lepa, gospod predsednik vlade Republike Slovenije, Robert Golob, za gostovanje na Večeru in še kdaj. Hvala tudi vam in en lep pozdrav v Maribor. Čez nekaj sekund pa vam povem še, po izčrpnem pogovoru z premierjem slovenske vlade Robertom Golobom, kaj še drugega boste brali v Večeru v soboto in v Večeru v nedeljo. Poslušajte, berite in klikajte Večer za vikend, ker smo z vami in za vas tukaj vsak trenutek. Poglejmo najprej v Večer v soboto. Robert Golob, predsednik slovenske vlade, je ob vladnem obisku Podravja dal tudi intervju posebej za Večer. Govoril je o vseh najbolj vročih temah v državi, o razmerah in razmerih pred volitvami, pa tudi o Mariboru in njegovih perspektivah. V intervjuju z Ivom Boscarolom, podjetnikom, smo prav tako odprli veliko tem. Govorili smo namreč o donacijah, dronih, Pipistrelu, Odiseji, Mercator centru, Mariborski livarni, o Donaldu Trumpu in gasilcih kot možnih rešiteljih slovenske politične polarizacije. Na začetku nisem želela v razred, ker so me motili čudni pogledi in smejanja, pripoveduje šolarka, ki se je starši iz tujine priselila v Slovensko Bistrico. Kako šolanje pri nas doživljajo učenci tujci, kaj jim je težko, kaj jih skrbi in kaj veseli, pa tudi kaj opažajo v šolah, da je pomembno za uspešno integracijo otrok in s kakšnimi izzivi se soočajo. Selimo se še v Večer v nedeljo. Kot fotograf moraš biti tudi vsaj malo psihologa. Mariborska fotografinja Natalija Jelošič-Babič o 55-letni družinski tradiciji, prehodu na digitalno dobo in o pomenu, ki ga ima fotografija danes. V Pogačarjev avtobus vstopa ogromno otrok. Predsednik Evropske kolesarske zveze Enrico de la Casa o Evropskem prvenstvu 2026 kot največji kolesarski prireditvi pri nas. O Tadeju Pogačarju kot najboljši reklami zanj, zaupanju v slovenske organizatorje, tudi zaradi Maribora in o naši državi kot laboratoriju za soseščino. Marija Merljak pa tokrat o kolinah in pomenu kolagena. Za naš narod so koline pomemben kmečki praznik. Tega v mestu ni in kdor nima sorodnikov na podeželju, je prikrajšan za ta lep običaj, ko se zberejo vsa družina, sorodniki in dobri sosedje. Srečko Steinbacher je odpotoval na pokopališče imperijev. Spremembe se dogajajo tudi v Afganistanu, saj so po vzoru še nekaterih arabskih držav ugotovili, da turisti prinašajo denar. Ampak časi, ko je bilo tujih obiskovalcev bistveno več, so oddaljeni desetletja. Spoštovane bralke, bralci, poslušalke, poslušalci, gledalke, gledalci, imejte krasen vikend, preživite ga tudi v družbi Večera. Se vidimo, se slišimo in se beremo.